Gospod Trnevski, v tem praktično neosvojljivi Trnjavi ste končali tako kot skozi celotno prvenstvo zmagovito. Zdaj pri takih zadevah res dosti besed ni, treba znati tudi uživati zdaj v tem. Izpostavil bi to, ko sem prej rekel, vse sem rad izpostavil igralce, ampak zdaj moram glede Orehovca, mojega pomočnika pa Vogrinca povedati, da su res dali en primer kako se mora strastveno živeti za tekme, za treninge, za vse. Ena velika moja pomoč su bili in res videli smo na koncu 3:0 eno pravi zaključek fenomenalnega sanskega jesenskega dela, ampak še več imamo obremenitve za priprave. Za mene su priprave začenjajo že od ponedeljka, glede programov pa vsega, in ne moremo pozabiti, da je to komaj jesenski del, da imamo 15 tekem izredno tekmovalnih, težkih in upam, da se bomo res pripravili dobro za to. Ste pričakovali tako dobro jesen? Pa ja sam to že enkrat rekao, ja pričakovanja nimam glede tega, moje pričakovanja su osko vezana za Slačilnicu i Fante. Tu smo, ispod preproge se ne more pustiti nič, niti jedna malenkost. Oni su to sprejeli na fenomenalen način, na koncu ko prideš do tega tudi kreativnost pride do izraza, ki je mi pa res imamo, in vesel sem, pričakovanja nimam. Zdaj lahko kakšna pričakovanja imamo do konca, ampak moramo poudariti, da je to še prvi del. Pa še dotaknemo današnje tekme. Danes ste le potrdili še tisto veliko zmago iz Maribora in se zavihteli za vsaj začasno na vrh prvenstvene razpredelnice. Apsolutno, tu smo morali pokazati zrelost, ki se takoj videla. Od začetka smo narekovali ritem, priložnosti, odnos, vse skupaj je bilo na visokem nivoju. Tudi ta smola, ki je celje imelo glede bolezni, izčrpanosti, mogoče šla v prid, ali mislim, da smo mi apsolutno zasluženo zmagali. Reni Mihelič, se strinjate, da ste danes do zmage prišli precej lažje, kot ste pričakovali? Pa jaz mislim, da ni bilo tako lahko, bila je ena težka tekma, težek teren, hitro smo zadeli, to nam je dalo krila in potem samo nadaljevali v našem slogu in osvojili te 3 točke, ki so zelo pomembne za nas. Od domačih gledalcev ste se poslovili za zmago. Ja, danes smo se poslovili z zmago, to smo vsi pričakovali, to nam je uspelo. Po tekmi z Mariborom smo rekli, da danes pač moramo zmagati to tekmo, da če ne zmagamo danes, nam tista tekma proti Mariboru skoraj nič ni pomenila. Mi smo to uspeli danes, tako da smo na vrhu. Odprlo se je tudi vam premierni zadetek v majici Zavrča. Res je, hvala Bogu, da sem zadel. To je nekaj lepega, po dolgem času spet v slovenskem prvenstvu sem zadel, upam, da bo šlo samo tako naprej. Gospod Rus, če se je govorilo, da nekako učinkovitost ni najboljša, danes niti resnih priložnosti ni bilo. Ja, težko je karkoli reči po takšni tekmi, ko je od prve minute Zavrč začel narekovati z igro, s pristopom, z vsemi tistimi stvarmi, za katere smo se mi 3 dni pripravljali, da jih ne bomo počeli, in točno to smo počeli in pustili nasprotniku, da je ustvaril inicijativo že od vsega začetka, da je igral na način, na katerega je uspešen, torej s preskokom, z predložki v kazenski prostor, in enostavno nismo uspeli z organizirano igro, z odločnostjo, z agresivno igro, s tem, da bi bili blizu nasprotnika, to onemogočiti. Nasprotnik je dosegel prvi zadetek, nasprotnik je dosegel drugi zadetek in še enkrat, zame je to razočaranje, glede na to, da sem kljub vsemu pred tekmo v očeh igralcev še videl, da bi mogoče lahko storili pozitiven korak na današnji tekmi, pa nam žal ni uspelo in zasidali smo se na 8. mesto, ki je očitno v tej sezoni naš domet. Kje vidite razloge za to, da ste danes bili tako bledi? Težko rečem takoj po tekmi, kje je bil to razlog. Je bil to razlog prevelikega pritiska, prevelike želje, da bi to želeli. Je bil to razlog, ne vem, kakšen razlog bi lahko bil na zadnji tekmi, na relativno spodobnem igrišču, ki je bil enak za ene in za druge, po relativno uspešnem mesecu in pol, kjer smo stopnjevali našo formo, danes pa prikazali tako bledo igro, to je v tem trenutku res težko odgovoriti.
Hvala, srečno. Sebastian Govec, domačini so se vam, kot kaže, maščevali za poraz v pokalnem tekmovanju. Pa dobro, maščevali, to je zdaj, nima smisla govoriti, to je bila neka posebna nova tekma, prvenstvena, tu je šlo za točke, tam je bilo čist nekaj druga, ampak konec koncev mi smo danes odigrali slabo tekmo. Nismo bili po mojem na nivoju zadnjih parih tekem, ko smo jih odigrali po mojem mnenju zelo dobro, ampak danes je domačin bil bolj konkreten, bolj agresiven in na koncu se je tudi poznalo na rezultatu. Je bila vaša mlada ekipa že z mislimi na počitnicah? Pa ne, ni bila na počitnicah v bistvu. Vedeli smo, da je Zavrč doma zelo neugodna ekipa. Niso v vrhu slovenskega nogometa, kar se tiče po soldu na tabeli. Tako da Zavrč je dobra ekipa, kvalitetna ekipa. Mi pa moramo biti vsako tekmo 100% in pa maksimalno angažirani, če hočemo tekmo dobiti.